Milan Mandarić in njegov nekdani prijatelj ter odvetnik Franci Matos nadaljujeta sodno bitko za skrbništvo nad Sebastianom Cimerotičem. Poglejmo, v čem je problem. Ali vam Mandarić res onemogoča stike s Cimetom? Seveda, on očitno, verjetno misli pač, da bom jaz ti pozabil na Cimeta, ne? Ampak se moti, ker ga imam rad. On je tudi moj in kar se mene osebno tiče, stvar še ni zaključena. Kdaj pričakujete skrbništvo? Misli, da kar kval. Zdaj Cime živi pri meni, skrbim zanj, ga hranim, ga oblačim, pazim na njega, ko gre v svet. Pač je zelo aktiven, ima velike energije, v klubu hoče stalno pomagati in veliko časa porabim, da ga držim stran. Kako komentirate trditve Francija Matosa, da mu namerno preprečujete stike s Cimetom? Glejte, Franci se mora zavedati, da je Cime zelo občutljiv, zelo ga je prizadelo, ko je zaradi neke obravnave zamudil na zadnju tekmu in mora se zavedati, da je tak igralec tudi odgovornost, ne samo zabava za čez vikendih, sprehod po mestu. Naj razmisli, ali ima za Cimeta sploh cajt. Niti enkrat me ne obvesti o njem, sploh mu ne dovoli niti telefonskega, niti drugačnega stika, ko pridem je kao na sestanku in treningu, čeprav vem, da ne hodi na nič od tega. Milan bi me rad spet prinesel kol, ampak seba ni parcela in mu ne bo uspelo. Žalostna zgodba, ja? No, pa so Cimeta sploh vprašali, s kom bi rajši bil. Ja, Cime pravi, da je on še najbolj srečen žog.